Lepo pozdravljeni v novi epizodi oddaje Prebujenje 9. Ponovno se srečamo, ponovno imamo novega gosta. Kot veste, namen oddaje Prebujenje 9 je dvig zavesti človeštva in skozi goste, ki jih imamo, skozi neobičajne tematike, odkrivamo sebe in dvigujemo svojo zavest. In danes je z nami poseben gost, moj prijatelj Jaka Treven. Dobrodošel, Jaka. Hvala, Nejc. In Jaka je ena taka posebna oseba. Jaz mu rečem kar guru ali pa šaman ali kakorkoli. In danes bomo govorili o samospoznanju. In samospoznanje je v bistvu z drugimi besedami razsvetljenje. In kako pride do tega razsvetljenja in kaj sploh je samospoznanje, in še o nekaterih drugih tematikah bo Jaka danes govoril. In Jaka, jaz predlagam, da kar začneva na začetku. Mogoče Jakata še na kratko predstavim, ali pa bo kar sam sebe predstavil, Jaka. Najboljše, da kar tako začnemo, no, pa poveš malo svojo zgodbo, kako je tebe pot pripeljala do samospoznanja, kaj te je v bistvu spodbudilo k temu, da si začel raziskovati sebe, da si dejansko sebe samo spoznal. Najprej bi začel kar v otroštvu. Spomnim se jasne slike v Podbrdu, kjer smo se lovili z otroki. In ko sem se usedel na klopco, so se ostali otroci poskrili. In naenkrat sem začutil v srcu ta spontan občutek prisotnosti. In takrat sem prvič zaznal v svojem bitju tisto pristnost, ki je ni mogoče opisati. Ampak skozi svoje otroštvo se nisem nikoli spraševal, kaj bi ta občutek bil. Ampak mi je zelo ostal v spomin. Kot otrok sem svoje otroštvo veliko preživljal v naravi, raziskal čarobnosti življenja, na kar me je vodila skozi težke preizkušnje, ob katerih sem spoznal, da obstaja tudi druga plat življenja. Ko mi je oče umrl pri 17 letih, takrat sem ostal tudi brez doma in očeta. In takrat je prišel prvo vprašanje nasproti, zakaj se mi je to zgodilo, zakaj sem tu na zemlji, kdo sem sploh v resnici jaz. In takrat se je začela moja duhovna pot. Najprej sem se začel sproščati v naravi. Kmalu me je vodila pot v duhovno šolo, ki je bila v Ljubljani. Takrat sem 4 leta obiskal duhovno univerzo. Tam sem se naučil osnove meditacije, tai chi čuvana, joge, človeškega stroja in predvsem te duhovne vidike in principe življenja. Ampak ta šola je bila predvsem poudarjena na teoriji. Jaz sem pa v sebi čutil, da rabim izkustvo.
Zato sem začel raziskovati naprej in kmalu me je pripeljala pot do raznih energijskih točk, kot so piramide v Egiptu, v Bosni, v Istri, razne megalitske zadeve, Machu Picchu. In na teh energijskih točkah sem hitro zaznal, da obstaja širša dimenzija življenja. Namreč na takih točkah se senzitivnost bitja odpre v neskončne razsežnosti. In od tam naprej mi je pa kmalu vodila pot v Indijo, kjer je bila pa tudi prelomnica za moje duhovno življenje. V ašramu Sai Babe sem izkusil, kaj pomeni, da človek izžariva kozmično zavest, kmalu mi je tudi prišel nasproti osebni guru, cesar Teruel, ki pa me je skozi Advaito osvobodil raznih konceptov in prepričanj, ki jih ima povprečen človek. Svoje izkustva sem tudi poglabljal na Arunačali. To je sveta gora v Indiji, kjer je Ramana Maharishi meditiral. Tam so vibracije zelo močne in takoj ponikne v srce. Do dokončnega spoznanja sem prišel ravno skozi Advaito. To je najstarejša duhovna tradicija, ki posameznika uči pravilnega razumevanja in delovanja uma. Pa bi mogoče kar k tej Advaiti se malo ustavila, če se strinjaš, pa od tu mogoče nadaljevala. Kaj sploh je Advaita za tiste, ki mogoče ne vedo, pa kaj ta filozofija uči? Kot prvo, to ni filozofija, ampak je metoda, ki pripelje iskalca do realizacije. To samo spoznanje v bistvu, ne? Tako. Tisti, ki podaja Advaita učenje, naj bi imel realizirano izkustvo, kajti tisti, ki sprašuje, mu je vedno odgovorjeno iz tega vidika samospoznanosti.
Advaita pomeni nedualnost. Dvaita je dualnost. Vedanta pa pomeni konec znanja. Vse tiste, kar smo se naučili, moraš opustiti, da prideš do samospoznanja. To se pravi, ne dualno z drugo besedo, enost, Tako. Ali srce, srce. zavest, Bog. Tukaj se imenuje same različni vidiki, konceptualni. Znači pa gre za ena in ista stvar. Ja, ko si rekel, da učitelj, ki uči Advaito, odgovarja iz tega Stanja zavedanja. stanja zavedanja, ja. Vedno se spomnim na tebe, ne. Ko jaz tebe karkoli kaj vprašam, mi vedno odgovoriš na indirekten način. Nikoli mi ne podaš direktnega odgovora. In mi je zelo, se mi zdi, da je to, ne. Ja, zato, ker ta metoda uči direktnega samospoznanja. Vključuje razumevanje in poslušanje. In ko ti določeno stvar razumeš, dojameš, realiziraš, integriraš in se proces zaključi. Ok. In to je v bistvu metoda do samospoznanja. Tako. Ki te uči, kako je ta naš vpet v samo življenje. Kako smo psihološko vpeti v samo matrico. Ko se s tabo pogovarjam, vedno ostanem brez besed. To je tudi namen Advaite. Ja, ne. Ko pride samospoznanje, besede niso potrebne. Tudi iskalcu, ki sprašuje, je vedno tako odgovorjeno, da mu sesuje svoje prepričanje, koncepte, v katere verjame, da so resnični. Meni je bila zelo blizu ta knjiga Zbudi se in zarjavi. Si mi jo tudi ti priporočil, ta knjiga je meni bila zelo blizu. Ja, to mi je noter na preprost način napisan. Ta metoda Advaite. Je pa to veliko širša zadeva, ki je treba res spoznati vsa matrica umu.
Ker samo spoznanje je z drugimi besedami razsvetljenstvo, budnost, enost, nirvana, nebesa, mokša, samadi, kozmična zavest. Vsa ta različna imena za slovenski izraz samo spoznanje. Tako, Ja, tako. In potem si mi tu napisal, da samo spoznanja pride, ko se nehamo identificirati z omejenim egom. točno tako. Zdaj, prvo bi poudaril, kaj je sploh definicija ega. Ego je identifikacija z mislijo jaz, verjeti v idejo, da ta jaz obstaja. Če pogledamo otroštvo, ko se človek rodi, mu najprej dajo ime, se začne identificirati z imenom, kasneje pa z jazom. In skozi življenje, ko integrira osebnost tja do enega 27. leta, se ta jaz neguje. In če človek ni zavesten, da je to le identifikacija, s katero nima nič opraviti njegova resnična narava, potem je ujet v samo matrico uma. To se pravi, da ti kot tak, oziroma ego je Na kratko rečen, identifikacija za idejo, da si ločen od celote. Ja, ker če že pogledaš telo kot fizično zgradbo, je ločen od nekega objekta, recimo od te vode ali pa jaz od tebe, ne, zgleda, kot da smo, pač mi smo ločena, ne. To naredi nas iz čuti, Ker če pa pogledaš globje, zavest, je pa vse v tebi noter. Ni nič ločeno. Zaradi čutov imamo ljudje ta občutek, da smo mi v svetu in ne svet v nas. In meditacija ravno to prinaša v življenje, da se ta senzitivnost zavesti odpre, temu pravimo tudi srce. In takrat človek preseže svoje čute. Ko začuti, da je svet v njemu in ne on v njem. In tudi potem takem vse, kar ti zaznavaš okoli sebe, vse ljudi, vse rastline, vse živali, vso okolico je v tebi. Tako. Vsi odnosi, vse lekcije. To se pravi, vse kot en film, Je film, ja. en šov v bistvu, Sanje. sanje. Wow. Namen teh sanj je pa, da se prebudimo. In
In Advaita je odlično orodje, ki ti razjasni marsikateri koncept, ki ga veš v umu. No, se to je pa moje pol naslednje vprašanje, kako pa pride zdaj do tega, kot ti praviš, izkustva, ne. Izkustva, ne, ker teorije marsikaj že vemo danes, ne. Kako priti zdaj do tega izkustva, da pa mi smo, da čutimo to nekako, ne. Najbolj razširjeno orodje je meditacija. Je danes že razširjeno po celem svetu. So različne metode meditacije. Jaz sem pa čisto preprosto metodo prepuščanja samemu sebi, ko človek samo je. In dlje časa, ko vadiš to stanje meditacije, bolj čutiš svojo prisotnost. Na začetku je treba vnašati disciplino pa vztrajnost, kasneje pa to pride spontano iz življenja. Potem so še druge metode tukaj, razne dihalne tehnike, šamanske metode, kjer s pomočjo rastlin, svete medicine, vstopaš v ta stanja. Kaj pa recimo marihuana je, to se šteje pod sveta medicina? Vsaka rastlina ima svojo specifično frekvenco. Vse, kar je iz narave vzeta, ima določeno informacijo o sebi. In če je nepoškodovana oziroma nepopovčena ta informacija, ti ta informacija lahko odpre nov vidik življenja. Ker koncev vse, kar človek iz narave zaužije, ima deloma že v telesu. Samo v toliko manjših količinah, da tega sploh ne zaznamo. Ker potem takem je potem narava tudi v tebi. Tako je. Mi smo samo refleksija kozmosa. Če pogledamo samo Zemljo, velikokrat slišimo, ali je okrogla ali je ravna. Jaz sem se raje vprašal, kaj je sploh Zemlja. In če znaš prisluhniti, prav kmalu vidiš, da je to živa informacija. In bolj, ko znaš prisluhniti živi informaciji, bolj te zresonira v njeno resnično naravo. Ker vse, kar vzameš iz narave, te na nek način resonira svojo resnično naravo.
te približa sebi na nek način. Tako. Vsi veliki misleci ali inovatorji, kot so Tesla, Steiner, oni so vsi se učili iz narave, z opazovanjem, raziskovanjem. Današnji svet, kot ga poznamo, oziroma sistem, ki so opeljali, je pa poplačen izsek prave informacije. In verjetno tudi vnašanje nekih novih informacij, ne? Tako. Iz ega ali kako. Če pogledamo stvarstvo, je vse v frekvencah. Ne? So frekvence, ki so zdravilne, so pa frekvence, ki povzročajo disharmonijo oziroma popačijo sliko dojemanja življenja. Da tisti, ki dela na sebi, ki vnaša meditacijo v vsakodnevno življenje, da ima zavesten pogled, kaj daje v telo, tak človek sigurno neguje harmonično naravo sebstva. Večina ljudi se pa danes obremenjuje z nepomembnimi informacijami, ki so manipulativne in popačijo sliko dojemanja življenja. Takrat pa nastopijo psihološki problemi, disharmonija v odnosih, vse, kar mora človek narediti, je, da poišče pravo informacijo. Najprej išče v zunanjem svetu, ampak na koncu vidi, da je čista informacija le sam v njemu. In tu je ta resnica, ki jo lahko živi vsak človek. Pa recimo ti še kaj konzumiraš informacije v smislu iz knjig in tako? Seveda. Ne namerno, ampak če pride spontano v moje življenje, se poglobim. Raziskujem pa predvsem na znanstveno-duhovnem področju.
tukaj bo tudi največji preskok človeštva. Ko bo človek resnično znal sploh uporabljati tehnologijo, ki nam bo dana. Zdaj smo lih na prelomni točki, kjer večina ljudi tehnologijo manipulira. No, evo, pa smo prišli v bistvu do sedanje situacije v Sloveniji, v svetu in se mogoče dotaknemo tudi tega in nekako, kako ti to vidiš in kaj so ti v bistvu, kaj se zdaj dogaja, pa kaj so mogoče pridejo zdaj že ta tematika zemljinih frekvenc, kozmičnih ciklov in tako naprej. Kot sem že prej omenil, je Zemlja živo bitje, ne? Ki je pogojena s temi kozmičnimi cikli in sončevi cikli. In zdaj smo ravno v sončevih ciklih, ki se stopnjuje vse do leta 2026, kjer bo Zemlja enormno dvigala svojo frekvenco. To bo tudi vplivalo na našo počutje, našo fiziologijo. Na samo dojemanje življenja. Kajti več kot ti sončne svetlobe priteka na Zemljo, hitreje se odpira ta DNK, ki je ključna informacija samospoznanja. In v svetu dejavnosti sta zmeraj dva pola, ki je treba ozavestiti. Ta negativni del, ki se ravnokar odvija, in skozi ta proces gremo vsi kolektivno. Zemlja nam samo pomaga korigirati pot, katero smo začrtali kot kolektivna zavest. In če prav razumem, vsi ti simptomi, ki se zdaj pojavljajo, so dejansko posledica dviga neke zavesti in to more vsako telo na Zemlji potem nekako integrirati, ne? Tako. Ko se dviga frekvenca, se podzavesti začnejo odpirati vzorci, ki so se čez tisočletja nanahali v zavest. In ko se dvigne v zavedanje, prihaja ta podzavest. Vse, kar smo imeli v sebi. In to je sam način ozaveščanja, transformacije. Tudi vse bolezni, ne glede na to, a so umetno ustvarjene ali ne, so del procesa.
Kje je pa tukaj vloga posameznika? Kaj lahko konkretno posameznik naredi tukaj v tem procesu ali pa na kaj naj bojo ljudje pozorni, da nekako grejo čez to na najbolj nekako primeren ali pa lahkoten način. Največ, kar lahko naredi posameznik, je s tem, da začne pri sebi. Da se samo spozna, kdo je v svoji resnici, kako funkcionira. Kako deluje. Da vnaša čim več sprostitve v življenje, ne glede na to, kakšne metode uporablja. Da zavestno izbira hrano, ki jo vnaša telo. Da se čim več giblje v naravi. Kajti s tem, ko človek spremeni sebe, tudi spremeni zaznavo dojemanja sveta. Kajti ključ evolucije zavesti je v sami percepciji zavedanja. Kako človek dojema neka stvar ali izkustvo. Ker ti tudi vedno praviš, da se moraš sam prepustiti. Ja, pri meditaciji je vedno tako. Ti lahko dvigaš kundalini do epifize. Ampak naprej od epifizije ti ne moreš kontrolirati več. Ko se odpre kronska čakra, takrat je sam prepustitev. In bolj, ko se ti prepuščaš, bolj vidiš, da je to proces, ki se samo dogaja. Zanimivo. Ker prava meditacija ni delovanje z umom, ampak da se razblin. Je pa na nek način tudi ta kontrola, ki jo želimo skozi imeti, ne? Tako.
Človek ne more kontrolirati življenja. To je čist naravn, spontan proces. Mhm. Tako, kad se rodiš, tako tudi umreš. Kam pa greš, ko umreš? Je spet koncept, da moraš nekam iti. Zavest je vse posod. Zanimivo mi je bilo, ko te je nekdo vprašal to, kam pa gremo, ko umremo, pa si mu ti odgovoril, kamor ne greš, Ja, v bistvu res. tu si, vedno si tu. Nisi ne prišel, ne odšel, ker si vedno tukaj. In to je tvoja čista prisotnost. In vse dejansko, vse, kar se dogaja okoli nas, so samo umski koncepti, Tako. projekcije. Naš um je filter. In če ti nimaš prečiščenega, ozaveščenega, boš ti doživljal popačeno sliko. Dojemanje. Pa potem, ja, Čistiš, pa zavestiš, pa ta filter pade. pa potem, ko ti enkrat to prečistiš, pa ko ta filter pade, ne, a ti še doživljaš, recimo, strah, jezo, žalost, Vedno manj, vedno manj. dokler psihološko čist ne umreš. Mhm. To pa takrat, ko vidiš, realiziraš v svojem zavedanju, da je ego sama ideja, v katero si verjel, da obstaja. Ker misli niso nič drugega kot zvok. Mi smo se preveč osredotočili na samo misel, katera nam naredi imaginarno predstavo. Ne znamo jo uporabljati kot zvok. In človek se mora tega naučiti. In šele takrat, ko zna, preseže to idejo ega. To je pa zanimivo, težko si to predstavljati, da misel dojemaš kot zvok. Saj, če rečeš besedo, recimo nejc, vidiš, da je zvok nejc. Samo ima toliko hiter efekt, ker rečeš nejc, si imaginarno predstavlja, da je to oseba nejca. Mhm. Isto, ker rečeš drevo, je isto zvok, ki smo jo poimenovali drevo. Samo drevo ti nikoli ne bo rekel, hej, jaz sem drevo. To je samo v tvojem umu. Mhm. Zato, ker je zavest. Mi smo Pravi, poimenovali ego je tesno povezan z zvokom, v bistvu, ne? Ne, ego je ideja, da si ta zvok. Mhm. Recimo, če rečeš jaz, je zvok, če se pa identificiraš s tem jazom, je pa ideja, v katero verjameš, da si ta jaz. Mhm.
In vse ostale misli se vežejo na ta jaz, a ne. Zato, ker ga v funkcionalnem svetu skozi uporabljaš. Jaz grem to zrihtat, jaz moram to narediti. Veš, non-stop se limaš na to, ne vedi, da je to iluzija. Zanimivo, Jaka, da si nam veliko zamisliti zdaj. Ni prav veliko treba razmišljati, manj kaj razmišljaš, bolj teče spontano življenje skozi tebe. Je pa res, prej ali slej se odvrti ta proces razumevanja v vsakem človeku, ki ga mora zavestiti in integrirati v zavedanje. Vsi gremo skozi ta proces. Takrat kmet posadi njivo krompirja, ta prvi pride en ven, potem trije, potem pa cela njiva. In potem na nek način hkrati, ko se ti razsvetliš, ko delaš sam na sebi, se razsvetli cel svet hkrati, ne? Ja. Ker ti si cel svet. Razsvetljenje vedno je. Sam ni pa nikoli tistega, ki bi rad postal razsvetljen. Zato, ker to je iluzija. Ker ta ideja jaza ne obstaja. Razsvetljenje pa vedno prisotno. Ok, zanimivo, ful dobro. Je zmeraj tako naštevan, da se ful veliko sprašuje. Pa kako to, pa kako ono. Ampak z meditacijo ti umiriš. Skozi meditacijo ti dobiš jasno sliko, kaj je Da je to samo orodje zvoka. Tudi znanstveniki so prišli do ugotovitev, da je zvok hitrejši od svetlobe. Kar je res. Misel se pojavi v trenutku.
In potem, ko ni zvoka, je potem tudi ni identifikacije oziroma je težja. Zvok je zmeraj prisoten. Om. Mhm. To je tvoja resnična narava. S tem se ni treba identificirati. To je tvoja resnična narava. Mhm. Če pa ti verjameš v idejo, da se lahko identificira z zvokom, pa nastopi ta iluzorna predstava, kdo si v resnici. Ko človek pride do samospoznanja, jih tako naprej živi. Ne spremeni se prav veliko. Vendar ni več tega psihološkega triggerja med bitjem in med tistim, kar dojemaš, izkusiš. Mhm. Nisi več navezan na nek način, ne haklaš se, ne. Ja, ne vrti se več v krogu, ker Mhm. si izstopil iz kroga, da si videl, da je ta krog čisto iluzoren. Ves balast odpade, ne. Takrat pa človek bolj zavestno uporablja kot orodje zvoka. Ne kot neko miselno strukturo, s katero vidi popačeno sliko dojemanja. Mhm. Jaka, najlepša ti hvala za tvoje napotke, Hvala tebi, Nejc. za tvoje besede, za tvoje spoznanja, ki smo jih danes poslala v svet. Kje te lahko ljudje najdejo, kje lahko izvejo kaj več o tebi? Ja, nekaj malega lahko na moji spletni strani teslaterapije.com ali mi pa spremljajo na Facebooku. Mhm. Ok, bom jaz tudi te linke dal spodaj v opis. Tako da, ok, prišli smo do konca naše oddaje in hvala vsem, ki ste si jo pogledali. Hvala tebi, Jaka, še enkrat, da si bil naš gost. Ja, hvala, Nejc, ker si povabil. In lepo bodite in se vidimo v naslednji epizodi.
ki bo na voljo čez 14 dni. Do takrat pa vse lepo. Adijo.